Če ste bili v 90-ih ljubitelj Peugeota in ste želeli malo bolj živahno 306-ico, ste si kupili tole, 306 XS. GTI in Rally sta bili bolj za fanatike, ampak tudi tale je imel že takrat lahko 3 vrata in je bil nasploh bolj športen. Se je poznalo, da so imeli predtem še legendarni 205 GTI, pa so na krilih uspeha znali malo popra prenesti še na svoje ostale, bolj zemeljske modele. Ja, vmes so prišla potem čudna leta, prišli so nezanimivi avti, zdaj pa se zdi, da se spet vračajo k bolj športnim modelom. Ampak ne še s tem. 308 GTI ima sicer dovolj moči, prek 200 konjev tukaj spodaj, ampak ta avto je predvsem za tiste, ki želite hiter avto na avtocesti in pa lep avto. Ja, lep. Meni je na prvi pogled zelo privlačen. Že osnovni 308, ki ga ima vaša soseda, je šik. Tale ima pa posebna 18-palčna platišča, poudarjene odbijače in reže za zajem zraka. LED luči so po novem v družbi LED smernikov s sekvenčnim delovanjem in samo za ta model je rezervirana modra barva magnetik. Nič dirkaškega, ampak v celoti je lepo in skladno, oznaka GT je čisto na mestu. Ko sem z njim naredil prve kilometre, se mi je zdel čisto navaden Peugeot 308 z malo boljšimi sedeži in zanimivimi barvnimi kombinacijami. In še vedno zelo lepo, ampak na trenutke slabo uporabno armaturno ploščo, ker nima posebnih gumov za klimatsko napravo. Vse pa se spremeni, ko pritisnete na tale gumb. Sport. No, tukaj se merilniki obarvajo rdeče in zvok motorja postane malo bolj športen, pa še to samo znotri, ker mu pomagajo zvočniki. Ja, tisti pravi športen karakter tudi temu Peugeotu manjka, če kdo misli, da bo kupil divjaka. Kdor ga noče, pa bo še kako zadovoljen s tem. Poleg tega, da je 1,6 litrski turbo bencinski motor zelo prožen in ima 151 kW, to je 205 konjev, je motor tudi lepo odziven in celo varčen. Povprečna poraba 8 litrov za toliko konjev ni švoh. Kljub dinamični vožnji je lahko celo manj, največja hitrost tega Peugeota je pa 235 km/h. No, sem rekel, da je za avtoceste. Dobro, tudi pospešek 7,5 sekunde do 100 ni slab. V bistvu bi si sam želel samo še malo več užitkov v vinkih, ampak zaradi pol toge zadnje preme to ne gre, sploh če mora biti avto še vedno kolikor toliko udoben. Ja, kompromisi, že ta je na trenutke malo pretrd. Prav nič pa mu ne zamerim, da sem se prele spekel na kovinski ročici, ker je pač lepa. Na koncu bo problem tega avta edino cena, ker tale stane preko 27 000 evrov. Fanatiki, počakajte na pravi 308 GTI, ostali pa si izrihtete popust za tega, ker se ga baje dobi že za 24 in jih je vredno.